Dobrodošli pri Besedi v družbi, kjer beremo 17. dan od mojih 30 dni s Svetim pismom. To je v okviru kampanje Berem besedo. Gre pa za 18. poglavje Janezovega evangelija, kjer Jezusa primejo v vrtu Getsemani, kjer se potem ga privedejo pred velikega duhovnika in kjer ga ta sprašuje in kjer se potem na koncu Jezus znajde pred Pilatom, čemur sledi smrtna obsodba. Tako da, Matjaž, kaj bi rekel, so glavne značilnosti, ki jih najdemo v tem odlomku? Ja, to je začetek pasijona. Tukaj je dejansko, to je Janezov evangelij začne tukaj, v 18. poglavju se začne temu, čemu pravimo pasijon. Janez seveda tukaj pripoveduje podobne stvari, kot drugi evangelisti, ampak ima svoje poudarke, kot vedno. Je malo bolj podrobno, mogoče na katerih stvarih? Ja, v nekaterih. To je zanimivo. Recimo, tukaj Janez ne opiše, recimo, kako so ga Judje obsodili. Tukaj saj ni, judovski proces tukaj ni omenjen. Je pa precej več povedano o tem, kaj se je Jezus s Pilatom pogovarjal. Se pravi, imamo ta stvar je očitno bila Janezu bolj pomembna. Meni je zanimivo, kako Pilat sam reče, kaj je resnica. Ne? Se pravi, zadnjič sem ravno razmišljal ali pa poslušal nekaj o tem, kako mi pogosto mislimo, da je ta v današnjem času, kako smo skeptični do stvari, in kako mislimo, da je ta skepsa izvira v modernem času. In kako da so bili v Jezusovem času recimo verjetno vsi kar naivni in lahkoverni in tako. Ampak vidimo iz tega recimo Pilatovega vprašanja, ki je bil vajen vseh možnih resnic, ki so kao sobivale, podobno kot danes. Ja, seveda. In je rekel, kaj je resnica, kaj je sploh v resnici res. No, cinizma nismo izumili mi Kini, ki so bili filozofska šola v stari Grčiji. In tudi ta odgovor je malo ciničen v tem smislu. Ampak po drugi strani pa seveda precej je to zelo ključno vprašanje seveda za Janeza, zato ga Janez postavil tako tudi. Tle moramo zdaj vedeti, pač Jezus sodita obe veji oblasti, rečemo temu, religiozna oblast in posvetna oblast, ki se pravi najprej ga religiozna oblast obsod in potem ga pele v bistvu k posvetni oblasti, ki je sicer okupatorska, ampak v tem primeru jim vsem prav pride. In tle se seveda potem vse skupaj se izostri na tole vprašanje, kaj zdaj s tem, ko se govori, da je Jezus kralj, oziroma pač bi danes bi rekli kar vladar. Pa če bi bili sodobni, bi rekli kar predsednik, državnik, voditelj, glavno tisti, ki ima politično oblast. In okrog tega se začne vrteti in tukaj se postavi tudi vprašanje resnice. Beseda resnica je za Janeza zelo taka, kaj bi rekel, polna beseda. Če gremo brati Janezov evangelij pa Janezove druge spise, recimo pismo, vidimo, da se ta beseda pojavlja zelo pogosto in da ima zelo specifičen pomen. Recimo, on pravi, da bomo molili v duhu in resnici. Kdor iz resnice posluša moj glas. Potem Jezus sam nekaj reče, jaz sem pot, resnica in življenje. Potem je duh resnice. Pa še naprej, mislim, to si velja pogledati. No, ampak resnica tukaj za Janeza se zdi je kar to spoznanje Boga, ki ga Bog daje prek Jezusa. Se pravi, to je razodetje Boga pravzaprav. Kako Bog sam sebe razkriva in se da spoznati. Takrat je v resnici prek Jezusa, prek tega, kar Jezus je, prek tega, kar je Jezus govoril, delal in seveda še posebej prek tega, kar se zdaj začenja dogajati. To je pa to, da je Jezus kot ki je poslan od Boga, ki dela dobro, ki dela to, kar je prav, ki dela to, kar je čisto, pride pod obsodbo vseh človeških inštanc, in religioznih in političnih. In pride v skrajen spopad z njimi. Ta spopad se tukaj v tem poglavju še ne odvije do konca, ampak se pa stvar pravi.
Tle mi je zanimiv posnetek tega, kar si rekel, je ta vrstica. Ne? Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas. Ne? Se pravi, to je povzetek njegovega celotnega življenja, smisla, delovanja. Ne? Ja, pričevanje za to resnico, živo resnico o Bogu, ne? Kar je pač, kar je Bog živ, ne? In tudi njegova resnica nekaj živega. To ni nekaj problema, ker mi kad danes rečemo resnica, se to sliši tako abstraktno, pa lahko se sliši tako celo malo, ne vem, akademsko, znanstveno, ali nekaj suhega, nekaj pač neživega, ne? Ampak seveda vedeti moramo, kadarkoli v Svetem pismu govori, beremo o resnici, ne? Je v ozadju ta semitski pojem, ne, kjer je resnica pa zvestoba eno in isto. In to je atribut Boga, to je lastnost Boga. Bog je resničen in zvest. Ne. Resnica je nekaj trdnega in Božja zvestoba je nekaj trdnega. Se pravi, na nek način je ta resnica v Jezusu pomeni že preprosto samo to, da se Bog izkazuje za zvestega. Bog je zvest svojim obljubam. In zato, ker je Bog zvest obljubam, je poslal Mesija. In je Jezus zdaj tukaj. Se pravi, Jezus, že samo dejstvo, da je Jezus tle, je že pričevanje o Božji resnici. Je uresničitev te resnice, te zavezne gotovosti, trdnosti, da Bog ne zapusti nas, ampak da svoje obljube izpolni. To je v Jezusu. Če greva še malo nazaj čist v tekst, ne? Je tle karakter, ki se, mislim, ne vem, meni se zdi, da se prav filmsko, recimo, Janez predstavlja od Jezusa pa na Petra, recimo. Peter je tle noter zelo zastopana, ne, in se mi zdi, je zanimivo, no, mislim, meni je tle recimo zanimivo v Getsemaniju, kako je imel, Simon Peter pa je imel meč, izvlekel ga je in udaril po služabniku, ne, mu je odsekal desno uho in pove, mislim, ne, desno uho in pove, kako je bilo temu tipu ime, Malh. Mislim, tako en zanimiv detalj, ne? Ampak pol Jezus reče Petru, daj nekaj, ne? Spravi meč, pospravi to, ne? Pol naprej. Bomo šli naprej, ampak ta detalj je pomemben, tudi zaradi tega, kar smo prej govorili, ker Jezus potem pove, moje kraljestvo ni od tega sveta. To moramo tudi prav razumeti. Ta stavek ne pomeni, moje kraljestvo je zgolj duhovno, jaz se ne ukvarjam z umazanimi podrobnostmi, ne? Ampak pomeni, moje kraljestvo se ne vzpostavlja na način tega sveta, se pravi, ne z mečem. In tukaj, zato je ta epizodica s Petrom tle bistvena. In jo tudi drugi evangelisti jo poročajo o tem, da Peter sicer ima meč, napade, ampak Jezus reče ne. Niti slučajno, moja vladavina se ne bo tako vzpostavila. Jaz te bom vzpostavil, oziroma oče bo vzpostavil na način, ki je čist drugačen. Nevarnost pred tem bi bilo, da razumemo Božjo vladavino kot nekaj zgolj abstraktnega, duhovnega. Ni. Božja vladavina je konkretna vladavina. To že vidimo ravno iz tega, da je Jezus zmotil te ljudi. Če bi Jezus šlo za neko privatno duhovnost, za neko pač privatno poglabljanje v, ne vem, bistvo obstoja, potem ne bi motil niti Judov, niti Rimljanov. Rimljani so imeli zelo jasno, to se ve zgodovine, Rimljani so imeli koncept privatnega kulta, ki so ga tolerirali, kjer se je javno deloval. Ta vladavina, ki je on vzpostavljal z ljubeznijo, z ozdravljanji, z izganjanjem demonov in s tem, da je seveda novo skupnost zbiral okoli sebe. To je bila nevarna stvar. Gremo nazaj še na tole, na Petra. Ja, zanimivo mi je tisto, kar so zadnjič brali, ne? Kako je rekel, imamo dva meča, je rekel, je za dost bo, ne? To je to, ne. Zdaj, Peter mi je pa res zanimiv, ker vratarico deklo, ne, recimo, nje se je nekako ustrašil, ne. Zanimivo je res, kako nas večkrat, kljub, čeprav smo še par minut nazaj ful korajžni in tako, ne, recimo, lahko vidimo sporednico z nami, ne. Kako ta zvestoba v nas hitro pojenja, ali zvestoba odločitvam, ali zvestoba kakšnemu človeku, prijatelju, ali nazorom, ne, recimo, tudi mogoče veri, recimo. Kako smo mi hitro, bi rekel, na tej strani enega izdajalca, ne. Koliko hitro se to zgodi, ja, to je res. In tle v bistvu nam je Peter lahko to lažbo, ne. Ravno zato, ker je on sam, on je ta prvi med učenci, ne. Ampak on ga takole kolosalno polom, ne.
Mislim, ja, ustraš se une dekle, tam so strašne. Da bi stal za tem, kar mu je res pomembno, da bi stal z Jezusom. Ne. To je tudi tisto, Jezusa tudi svoje najbližje, kar tlele zapustijo. Ne. Ampak Bog tudi skozi to, ne. Bog izpelje svoj načrt, ne, tako kot smo zadnjič že gledali. Ja, Peter potem, ne samo, da pač ga Jezus obnovi, ampak dobi nalogo, ne, da potem on boš sprevrnil, ne. On pomaga drugim ustati. Ja, je pa to kar poudarjeno, ja, da pač Jezus se znajde sam na koncu. Dejansko vsi odstopijo in ne, vsi Petra spotakne, ja, ta stvar gre. No, glih to res, mogoče iz tega izhaja, ne. Cerkev ni kraj za popolne, ki ga ne bi nikoli polomila, ne. Cerkev je pač kraj za take, kot je Peter, ne, čeprav je bil šefe, ne. Ja. V bistvu ga je res polomil, ne, ampak še zmeraj se je pa skesal, je sprejel to šoščano in je šel naprej. No, se bih to je mogoče pri Petru tisto, kar je najbolj spodbudno, ne. Zakaj je on bil šefe, ne? Zakaj ga je Jezus bral za vodjo? Mislim, da je kar dobra tista razlaga, ki pravi, da je ravno zaradi tega, ker Jezus si upal narediti tudi napake. Peter, ja. Ja, Peter. Peter si je upal, Jezus je rekel nekaj in on je to naredil, včasih ga je kolosalno polomil, ampak šel je pa naprej. Je bil človek, ki je šel naprej in ki si je upal narediti. Ni bil nekdo, ki bi se sam bal, da nam kaj narobe naredil. On je šel naprej in kot tak ga je Jezus lahko uporabil. Upam, da bo lahko uporabil tudi nas in tole najbolj razmišljanje. Tako da je bo Božja milost.